Torej, pozdravljeni še enkrat. Tokrat bomo mogoče malo drugače organizirali to srečanje kot v preteklih letih. Oglasili so se nam iz aplikacije Erasmus Play. To je aplikacija, ki je namenjena Erasmus študentom in jim pomaga pri iskanju namestitve, kar je vse bolj pereč problem pri teh izmenjavah, na žalost. In ker je gospodična Karolina ima neke obveznosti tudi naprej, ima te predstavitve, se mi zdi, kar serijske, je prosila, če lahko najprej njej dam besedo, in to bo menda trajalo največ 10 minut. Predstavila bo pa neke rešitve, ki jih ponuja aplikacija Erasmus Play pri iskanju namestitve v tujini. Tako da, Karolina, please, the floor is yours. Thank you so much. I wish I spoke some Slovenian. I mean, I'm from Poland, so I could understand some words like pomaga. Yes, I'm here to help you with student housing. Dobro jutro, Zivio, kako ste vi? That's the most Slovenian moment I've had in my life. I hope I said it correctly. Okay, so let's start. I prepared a short presentation for you about student housing, about some tips and how to avoid scamming. So I will just share it right now. Okay. Can you confirm that you Yes. can? Okay, perfect. So I'm Karolina. I'm from Poland. On a daily basis, I work at Erasmus Play and I help Polish students to find accommodation abroad. I've also participated in different mobilities, Erasmus programs, so I think I've had a little experience on the topic. And here today, I'm going to tell you how to find your new home abroad easily and safely. First of all, thank you to your University of Ljubljana and Mr. Igor to have this chance to meet you and talk about student housing. So thank you very much. Hvala. Okay, and now let's start. You're going on Erasmus. That's amazing. I'm sure it's going to be the most amazing experience in your life. But you have to think about that it's barely the very first step on the way. Last year, there was more than 1.3 million international students in Europe. So you're being one of them. You need to think how many competitors you have to find your perfect new home. And you know, every year there are more and more Erasmus students, and this creates a perfect way for the scammers to gain some money. And as ESN International Student Housing Report says, 1 student out of 4 is a victim of housing scams, and you don't want to be one of them. So here we have prepared some tips how to avoid scamming and how you can prepare yourself to find your new home abroad. Here is where Erasmus Play comes in. And on our website, you can find thousands of student housing offers. And we have a very specific way to make sure that what you see on the picture, you will find in real life. First of all, we only work with partners that can verify in person. So it means that they go to the apartment, they go to the student residence, and they can actually verify if everything is okay. Then we need to make sure that the landlord's ID is checked, that everything is in order, that we really talk to the person who's in charge of the accommodation. And last step of the verification are safe transactions. What does it mean? It means that if you're interested, for example, in this green bedroom, you want to book it, you want to rent it, then after booking it, your money will be kind of guaranteed.
unless you go there and you can confirm yourself that everything is okay, you can just give it a check. The landlord will not get their money. So if anything happens, which obviously it will not take place, your money is guaranteed. So you can always count on reimbursement if anything goes wrong, which is not the case. But this way you can feel safe while booking accommodation with Erasmus Play. So this is our website. For example, you have some results of Madrid student housing. Here you will find more than 25,000 results. So you can even now just type erasmusplay.com to see how's the website. If you have any question, because I'm quite chatty, then go ahead. I've also prepared a special QR code because I know that we're students, we are quite lazy. So go ahead and scan to access our website. It's completely free, so don't worry. You can just search through different private rooms, student residences, studio, the whole apartment. You can also apply filters like budget, price. You can also use the map to mark the neighborhood that you're interested in. So these are some very necessary tools. But finding the perfect website where you can rent apartment is a key. That's true. But there are also some other tips that we recommend to follow. For example, start searching early. And I mean early. For example, you go to, I don't know, Berlin or Porto or any other place, you have your acceptance letters, you can go ahead, search, compare, and book as soon as possible. Because think about it this way, the landlords, the owners of any kind of property, they will not wait for you. So as long as you book it in the very first moment, that's better for you because you will find more cheap offers with very good localization. So that's better for you. And talking about other convenience, you will also have to take into account the proximity to university, city center, or maybe you want to live close to the, I don't know, maybe main part or city center, or maybe you want to live close to your friend. That's also a really important aspect. For example, if I can share my personal story, I went on Erasmus to Madrid, and I wasn't sure if I would be able to go on my Erasmus, so I waited like quite long. And finally, I found a really nice room, but it was so close from the city center. So every time when my friend wanted me to invite to some party, I couldn't go because I didn't have any transport. The metro, it was closed about 11 p.m. and I lived quite far away, so I couldn't get to the city center and just go partying with them. So my Erasmus wasn't the best one. I'm really glad I could do my Erasmus there, but this aspect is very important. And of course, the last tip, beware of scams. But you already know that. You already know where to look for your accommodation. Book through a secure website. You also have to remember that depending on where you're going, the renting process might be different. For example, I'm from Poland. So if anyone goes to Poland, you have to know that we also have something which is called czynsz, which is additional payment that you have to pay to your landlord. Actually, nobody understands why, but this is how it goes. For example, in Italy, you will be asked for something which is called codice fiscale. In Croatia, maybe your university in Croatia will give you a spot in student residence. But for example, in the case of Spain or Portugal, student residences, it's not something common. So I wouldn't count on getting a spot in there because first, it's quite expensive and they have some additional services like, for example, canteen or cleaning. So
of course, the rent goes higher. When it comes to France and Germany, the whole renting process is even more complicated. In France, you need something that's called garant, and it's a person who can make sure that if any scenario, if you cannot pay for your rent, the other person will do it. So, for example, if you want to rent a room or an apartment, you will be asked to present a garant, which is a French person who will take care of your rent in case you couldn't. In Germany, you might also be asked for additional insurance, and they really into papers. So be prepared that the whole process of renting in Germany might take some time. But about all of these aspects of renting process in different countries and some personal stories, some funny anecdotes, you will have a chance to listen more about it on our webinar. Here on the picture, you can see Smith, which is my colleague and our founder. He will have his webinar about accommodation for your Erasmus in May. I will also, I have also left you a QR code for our YouTube channel in English. I hope that someday it will be in also in Slovenian. Right now, we only have our YouTube channel in English, Spanish, French, Italian, Turkish, and Polish, and German. But maybe someday I keep my fingers crossed. And in the meantime, you can also follow us on our social media so you don't miss a thing. Here you have our Instagram, TikTok, YouTube, and also above, I have left you our email. So if you have any question about Erasmus, student housing, for example, you already know where you're going on your Erasmus and you're looking for accommodation, then you can just email us. Or if you have any question about Poland, because, for example, you're going on Erasmus to Poland, I will be happy to answer all of them. And just to sum it up, I really wish you an amazing experience, amazing Erasmus. You're going to have a lot of fun. I'm so excited for you. So I keep my finger crossed. And that would be all from my part. So I will just let you continue with your meeting. Thank you very much for this chance to talk to you and to meet you. Thank you, Carolina. I think your presentation was useful for our students. So, and if they will have any questions, they have your contacts. So I'm sure they'll be able to contact you. Thank you once again. Thank you so much. Have fun and bye. Thank you. Tako. Zdaj pa mi lahko nadaljujemo z našo predstavitvijo. Običajno je nekje 3/4 ure traja, tako da mi pričakujem tudi, da bomo tokrat šli nekako v tem času skozi. Če boste imeli kakšno vprašanja, prosim, da me kar ustavite med samo predstavitvijo, da ne čakate do konca, tako da mislim, da je najbolj, da vse morebitne nejasnosti takoj odpravimo, ko se vam pojavijo. Zdaj, verjetno ste slišali horor zgodbe o tem, kako veliko papirologije je potrebno za Erasmus izmenjavo. Ta predstavitev je nekako namenjena temu, da vas prepriča v nasprotno. Mogoče na prvo žogo res deluje tako, ampak boste videli, da pravzaprav pripravljate ene in iste dokumente in za nas in za našo univerzo in za tujo univerzo, tako da ni spet tako komplicirano. Ta cel postopek traja tudi več tednov, mesecev, tako da imate čas vse v miru pripraviti. In zdaj nekako s to predstavitvijo vam hočemo samo nekako v grobem predstaviti, da si predstavljate, kakšni koraki, kaj vse bo potrebno narediti do vašega odhoda v tujino. Prva faza je že za vami, vsi ste si izbrali institucijo in prijavljeni na razpis. Tako da bomo na današnjem srečanju povedali nekaj več besed o drugi fazi, tretji in četrti, se pravi o sami pripravi na mobilnost, potem morebitne spremembe, ki se dogajajo med samo izmenjavo in kakšni postopki so, ko pridete nazaj z izmenjave.
Torej, vaše prijave smo februarja potrdili in jih poslali naprej na Univerzo v Ljubljani. Marca, aprila, torej zdaj v teh dneh, vas uspešno nominiramo na tuje univerze. Mislim, da sem vas veliko večino že uspel nominirati in ste verjetno tudi nekateri že prejeli navodila s tuje univerze glede prijave. Ostali boste v naslednjih dneh. Res pa je, da nekateri študenti, ki greste na izmenjavo v drugem semestru, ponekod niso možne še nominacije za drugi semester, tako da v tistih primerih bom nominacijo opravil v jeseni. In boste pač ta navodila dobili zgodaj jeseni. Tisti pa, ki greste že v prvem semestru ali pa za celo leto, se boste potem aprila in maja morali lotiti priprave obrazcev, opraviti prijavo na tuji inštituciji in potem pred poletjem, poleti tudi dati prijavo in urediti spletno prijavo za Erasmus finančno pomoč. Tukaj boste bili na današnjem srečanju, pravzaprav boste morali slediti navodilom s 3 strani, oziroma nekako bi rekel, tri komponente so, katere morate poskrbeti pred odhodom v tujino. Ena stvar je urejanje za priznavanje predmetov, to boste urejali pri nas na pedagoški fakulteti. Druga stvar je prijava na tuji univerzi, boste prejeli navodila s tuje univerze, kako se morate prijaviti, kje in kdaj, da vas bodo potem oni lahko vpisali. In tretji sklop navodil boste prejeli z naše univerze in sicer v zvezi z prijavo za Erasmus finančno pomoč. Tako da tem 3 sklopom navodil boste morali slediti, se pa veliko stvari ponavlja na vseh 3 sklopih. Torej, če pogledamo najprej postopek prijave na tuji instituciji, kot rečeno, jaz vas te dni nominiram in tuje univerze so vam že ali vam pa še bodo poslale navodila, do kdaj in kje se morate prijaviti. Običajno je za prijavo potrebno priložiti learning agreement, o tem bomo govorili malo kasneje, potrdilo o opravljenih izpitih na pedagoški fakulteti. Jaz mislim, da neko osnovno potrdilo lahko sami izvozite iz VIS-a, ne vem pa, če ima tisti tudi podpis in žig. Robi, ti boš mogoče ti bolj vedel. Ja, glede na to, da sem vrsto let v referatu delal, lahko potrdim, da je tisto potrdilo, ki ga vi sami generirate iz VIS-a, popolnoma identično tistemu, ki bi vam ga mi priskrbeli. Ima žig, sicer pač integriran v potrdilo in tudi podpis dekanje, tako da je merodajno za potrebe prijave na tujo univerzo, zagotovo. Ga lahko sprintajo v angleščini, ker potrebno je v angleščini. Ja, tako. V slovenščini ali angleščini pač izberete v generaciji potrdila. Potem pa tretja stvar, ki običajno zahteva univerza tuja pri prijavi, je dokazilo o znanju jezika. Zdaj, mogoče tisti, ki ste imeli na maturi 4 ali 5 ali pa katerokoli angleščino na naši fakulteti, vsaj 8, potem lahko tudi pri nas dobite potrdilo o znanju jezika B2. Obstaja tudi OLS, to je Online Language Support, to je nek jezikovni test, ki ga prejme vsak Erasmus študent pred odhodom v tujino. Je relativno lahek, bi rekel, ker so nenavadno visoke ocene, imajo vsi, ki to opravijo, mislim, da noben še ni padel. In da prav zaradi tega nekatere univerze niti ne sprejemajo več to kot zadostno dokazilo. To boste pač videli v navodilih, kaj točno želijo od vas. In če je potrebno neko posebno potrdilo, se prosim kar obrnete na našo pisarno, pa bomo poskušali najti neko rešitev. V skrajnem primeru, ne spravi, mi ne moramo dati potrdila kar iz nič. Torej, zato sem prej omenil, če ste imeli angleščino na maturi 4 ali 5 ali pa katerokoli angleščino na pedagoški fakulteti vsaj 8, na podlagi tega lahko izdamo B2. Če pa niste imeli nič od tega, potem pa smo imeli tudi v skrajnih primerih, ampak to je bilo res mogoče 2-krat, 3-krat v zadnjih 6-7 letih, smo organizirali tudi nek provizorični test, jezikovni test v mednarodni pisarni, na osnovi katerega smo vam potem lahko izdali potrdilo o B2. Pomembno je, da se držite rokov in navodil tuje univerze, še posebej teh rokov, ker smo tudi imeli že primer enkrat,
da je študentka zamudila ta rok, čeprav se je vse zmenila, uspešno zaprosila za finančno pomoč, pri nas se je dogovorila za priznavanje, ampak je zamudila rok prijave in se ni dal žal nič več urediti. Naslednji sklop navodil, ki jih boste prejeli, bo z rektorata, z Univerze v Ljubljani, kjer vam bodo dali navodila, kako in do kdaj morate zaprositi za Erasmus finančno pomoč. To boste storili na spletni aplikaciji Univerze v Ljubljani in kot rečeno boste dobili res točna navodila, kako vstopate in do kdaj morate in katere dokumente predvsem morate tudi naložiti v spletno aplikacijo. Definitivno moram posebej povedati, da to morate urediti, preden greste v tujino. Včasih pred leti so bili tudi primeri, ko so študenti se tega lotili, ko so bili že 14 dni na izmenjavi, to absolutno ni možno. Ni možno več, ker se ne da več za nazaj urejati in v tem primeru boste res v problemu in verjetno bi se bilo potrebno vrniti nazaj v Ljubljano. Tako da definitivno se tega lotite dovolj zgodaj. Pa vsekakor potem tudi malo pregledajte in preštudirajte pogodbo, ki vam pošlje Univerza v Ljubljani o sofinanciranju, kjer so noter navedene vse vaše obveznosti, ki jih morate opraviti, da je štipendija upravičena. Mogoče še to moram povedati, ker je včasih pogosto tudi to vprašanje, če prejemate katerokoli drugi štipendijo v Sloveniji, se to ne izključuje z Erasmus štipendijo, recimo kakšne državne štipendije, Zoisove in tako naprej. Dobro. Boste videli na navodilih od Univerze v Ljubljani, je, da boste morali naložiti tudi nekaj dokumentov in spet se tukaj pojavlja Learning Agreement, ki je običajno tudi priloga o prijavi na tuji univerzi. Naša univerza bo želela videti tudi potrdilo o vpisu, ker vi lahko greste na izmenjavo samo pod pogojem, da ste študent, da imate aktiven status študenta. To se definitivno preverja, tako da ne poskušati. Tudi to smo že imeli pred leti primer, da je študentka izgubila status, pa je vseeno odšla kar na izmenjavo, verjetno, ne vem, mislim, da se to ne bo ugotovilo, kar se je seveda hitro ugotovilo in je potem mogla priti nazaj in vrniti celotno štipendijo. Tako da lahko se zgodi v nekaterih primerih, da študent, če ni vpisan, mora pa že na izmenjavo. Recimo, da imate izmenjavo nekje na Finskem, kjer začnejo že konec avgusta ali začetku septembra, vi pa imate vpis kasneje. Zdaj, to je potencialno tvegana situacija, ni pa tako nenavadna. Torej, v tem primeru je za našo univerzo dovolj, da jim dostavite potrdilo referata, da imate opravljene vse obveznosti iz preteklega letnika in da imate pogoje za vpis v višji letnik. Na osnovi tega vam naša univerza potem lahko odobri štipendijo, kljub temu, da vi še uradno še vedno niste vpisani v višji letnik. Skratka, v vsakem primeru morate imeti status in se ne sme zgoditi, da izgubite status in potem, ali pa da odidete v tujino na izmenjavo. Načeloma velja, da je rok za oddajo spletne prijave na Univerzi v Ljubljani vsaj mesec pred odhodom. Je pa verjetno fajn, da mogoče še kaj prej to oddate, če je le možno. Zdaj, kaj morate pripraviti od obrazcev? Kot sem rekel, najbolj pomembno postopek na pedagoški fakulteti je, da dosežete dogovor o priznavanju. In ta dogovor o priznavanju, točno kateri predmeti se bodo priznali pri nas v povratku iz izmenjave, ta dogovor se zabeleži v tako imenovani IŠN obrazec, to je individualni študijski načrt. In to je interni obrazec, ostane pri nas na fakulteti in se ga ne pošilja nikamor. Na podlagi tega obrazca se pa potem lahko v drugem koraku pripravi tako imenovani Learning Agreement. Online Learning Agreement, to je študijski načrt, ki je zelo podoben IŠN obrazcu, le mogoče nekoliko bolj preprost. IŠN obrazec malo bolj natančno definira postopke priznavanja. Learning Agreement je pa obrazec, ki je standarden v Erasmus izmenjavah in ga podpišemo mi, mednarodna pisarna,
koordinator na tuji univerzi in vi. Zdaj, na fakulteti imamo neke okvirne roke za oddajo IŠN-ja in Learning Agreementa. To so naši interni roki, s katerimi samo želimo spodbuditi študente, da se pravočasno lotijo priprave teh obrazcev. Hočem reči, da ne bo nič narobe, če boste vi oddali 16. ali pa 17. Nam je v bistvu pomembno samo, da vidimo, da se vi ukvarjate s tem, da pripravljate ta dogovor, ker v preteklosti so bile težave v tem, da so se študenti tega lotili zelo pozno, recimo 2 dni pred rokom za oddajo in potem je ratala hitro panika, saj marsikateri študent nima povsem jasne slike in je potreben nek dogovor z oddelčnim koordinatorjem ali pa še celo več, da mora oddelčni koordinator se pogovoriti na oddelku z nekaterimi nosilci, kako bo potekalo priznavanje. In seveda to ne more narediti v 2 urah, če mu vi pošljete ta dogovor ali pa predlog dogovora en dan pred rokom. Tako da zato smo dali relativno zgodaj te roke, 15.5., 15.11. In vam polagamo na srce, da se res lotite čim prej tega koraka in ne čakate do zadnjega. Seveda pa, če je tuja institucija postavila roke za prijavo že prej in morate imeti Learning Agreement že pred 15.5., potem seveda to pomeni, da se morate tega še toliko prej lotiti. Kako izgleda IŠN obrazec? Zelo preprost, mislim, da boste hitro videli tudi logiko priprave, torej v prvem stolpcu se napiše ime predmetov, ki jih boste imeli na tuji inštituciji in potem zraven število kreditov, s katerimi so ovrednoteni. V tretjem stolpcu pišete predmete, ki naj bi bili na osnovi tujih predmetov priznani pri nas in potem tudi se vpiše število kreditov, ki bo priznanih pri tem predmetu. Zadnja kolona je pa potem namenjena temu, da se bolj natančno opredeli, kaj točno se priznava, pa recimo, če je potrebno še kaj narediti o prihodu nazaj, da se tukaj zapiše, kako točno kaj ne bi morali narediti. Pri pripravi študijskega načrta upoštevajte, da je minimalni pogoj, da se prizna na pedagoški fakulteti o povratku študenta iz izmenjave vsaj 20 kreditov na semester. To pomeni, da morate vsaj 20 kreditov zbrati na tuji inštituciji. Vsekakor velja, da je to morate ciljati na nekaj več, ker so redke situacije, da lahko priznamo prav čisto vse kredite. Če vi zdaj štartate z 20 krediti v tujini, ali bomo res lahko vseh 20 priznali pri nas, kot običajno se vzame za 30 kreditov na semester predmetov v tujini. Sploh tisti, ki greste na neke zaprte module, je itak to že po inerciji, dobite 30 kreditov. Zdaj, mi poskušamo biti čim bolj fleksibilni, tudi oddelki, glede priznavanja, tako da načeloma se gleda 1 za 1, ampak včasih to ni možno. Včasih so, ne vem, predmet v tujini veliko bolj obširen vsebinsko, pa ima tudi več kreditov kot naš, ali se lahko zgodi obratno, tako da tudi združujemo, recimo, da na podlagi enega predmeta v tujini priznamo 2 naša, ali na podlagi 2 predmetov v tujini priznamo enega našega, tako da poskušamo biti čim bolj fleksibilni, da na čim lažji način pridete do 20 kreditov, ki so minimalno potrebni za izmenjavo. Še tole, mogoče še to kasneje tudi malo povedal. Individualni študijski načrt, ni potrebno pripravljati tega načrta za študentom kognitivne znanosti, ker vi greste na joint program, tako da je ta korak povsem odveč. Vi itak imate tudi nek svoj obrazec, learning contract, in tam v bistvu bolj podrobno opišete, kaj boste počeli na izmenjavi. Za vse ostale pa velja, da je IŠN potrebno oddati. Zdaj, najbolj osnovni dokument pri izmenjavi, bistven dokument za izmenjavo je tako imenovani Learning Agreement oziroma Online Learning Agreement, saj ureja priznavanje, na tem dokumentu se vpiše, katere predmete boste imeli v tujini, potem kateri predmeti bodo priznani pri nas, podpišemo ga pa, kot rečeno, naša mednarodna pisarna, tuji koordinator, njihova mednarodna pisarna in mi. Mi bomo podpisali Learning Agreement na podlagi
IŠN obrazca. Torej, mi vedno želimo najprej videti, se prepričati, da je vaš študijski načrt potrjen s strani oddelka, da ste se dogovorili za priznavanje in na podlagi tega lahko potem podpišemo tudi learning agreement. Zdaj, zakaj imamo napisan learning agreement in online learning agreement? Zato, ker smo trenutno v neki prehodni fazi. Večina institucij, med drugim tudi naša, je že prišla na spletni učni oziroma online learning agreement, vendar to ne velja za vse institucije. Nekatere institucije v tujini še vedno uporabljajo ta star način, tako imenovan, in se pošiljamo PDF-je. Tako da zato bomo zdaj predstavili v bistvu oba dva načina, ker ne vemo točno, ali boste vi imeli že learning agreement ali boste imeli že online learning agreement. Bomo pa šli zdaj čez oba hitro. Torej, learning agreement v papirnati obliki izgleda takole. Sestavljen je nekakih 4 delov. Najprej je glava dokumenta, potem je del, ki se ga izpolni pred mobilnostjo, potem je del, ki se ga potencialno izpolnjuje med mobilnostjo, če prihaja do kakšnih sprememb, in še zadnji del, ki naj bi bil izpolnjen po mobilnosti. Zdaj, če pogledamo malo bolj natančno, glava, to predvidevam, da ne bi smeli imeti težav pri izpolnjevanju. Če imate kakšno vprašanja, se seveda zmerno lahko obrnete na našo mednarodno pisarno in vam bomo pomagali z odgovori. V del Before the Mobility pravzaprav pišete podobne stvari, kot ste v IŠN. Se pravi, v tabelo A se vpišejo predmeti, ki jih boste upravljali v tujini, v tabelo B se vpišejo predmeti, ki bodo priznani pri nas. Vpisujte jih kar v slovenščini, tako da je mogoče malo bolj pregledno. Tuje univerzo itak ne zanima, kaj piše v tabeli B, to, kar mi priznavamo, je naša stvar. In imamo raje tako, kot pa da sami nekaj na svojo roko prevajate, ker potem včasih imamo težave sploh razbrati, kateri predmet je zdaj to, ker so včasih te prevodi dosti ponesrečeni. Potem vpišete še svoje ime spodaj in se podpišete. Ni nekega protokola, kdo zdaj prvi to podpisuje, tako da definitivno podsvetujem, kar tudi nekateri počnejo, da se istočasno pošlje learning agreement tujemu in domačemu koordinatorju, ker potem jaz podpišem in vam pošljemo nazaj, oni vam podpišejo, pošljajo nazaj, imate potem 2 delno podpisane learning agreementa in morate spet enega prositi, da podpiše tisto eno verzijo. Potem je del During the Mobility, ki je namenjen spremembam. Če vi ugotovite, da se vam mogoče kaj prekriva ali se nekaj ne izvaja, ali pa preprosto tako na začetku ugotovite, da je nek drug predmet še bolj primeren za vas, lahko načeloma delate spremembe še in te spremembe je potrebno vpisati v del During the Mobility. Se pravi, v tabelo A spremembe pri predmetih, ki jih imate tam, mogoče ste nekaj brišete iz learning agreement in dodajate neki drug predmet. V tabelo B se pa vpišejo morebitne spremembe, ki so zdaj posledica sprememb v tabeli A, ali to pomeni tudi kakšno spremembo pri priznavanju. Včasih to pomeni tudi sprememba v priznavanju. Če ste vi napovedali, da boste v tujini upravili predmet A, pri nas se pa bo priznal predmet B, zdaj pa izpade, da ne boste delali predmet A, ampak nekaj drugega, potem seveda pade v vodo tudi dogovor o priznavanju. In v tem primeru je potem potrebno te neke spremembe vpisati tudi v tabelo B. Zadnji del learning agreementa se imenuje After the Mobility. Ta del je bil namenjen temu, da tuja univerza vpiše noter predmete, ki ste jih upravljali, in ocene in pridobljene kredite. Mi naj bi pa potem v tabelo D vpisali, kateri predmeti so se pri nas priznali in s kakšno oceno. V praksi pa nihče ne izpolnjuje več tega zadnjega dela, saj boste na tuji univerzi namesto vpisanega tega zadnjega dela After the Mobility prejeli kar transcript of records, potrdilo o pravnih obveznostih, kjer bodo vsi ti podatki vključeni, ampak bo to njihov uradni dokument in opažam, da nihče več to ne vpisuje. Tudi mi, recimo tujim študentom, ki so pri nas, ne vpisujemo v to tabelo v cen, temveč izvisa sprintamo ven kar potrdilo o pravnih obveznostih. Prav tako pa ne bomo mi vam vpisovali v tabelo D predmete, ki bodo priznani, saj vam bo mednarodna pisarna izdala uraden sklep o priznavanju. Poseben dokument, ki ga boste potem na koncu tudi morali naložiti
v spletno prijavo za Erasmus finančno pomoč, ker tam potem na koncu tudi nalagate neke zaključno dokumentacijo, da s tem upravičite štipendijo. Vse to bo pisalo v navodilih, ki jih boste prejeli s strani Univerze v Ljubljani. Torej, to je nekako logika obrazca Learning Agreements. Namenoma smo najprej predstavili to papirnato verzijo, zato da si predstavljate, kako je zgrajen, ker potem, ko so uvedli online Learning Agreements, so poskušali slediti tej isti logiki. Ker naše online Learning Agreemente podpisuje kolega Robert, bom kar njega poprosil, da predstavi del o kako izpolnjujete ta spletni Learning Agreement. Lep pozdrav vsem skupaj. Torej, preden začnem še o tej online verziji Learning Agreementa, naj dodam še na Igorjev slajd o morebitnih spremembah tekom vaše izmenjave. Seveda morate te spremembe skomunicirati tudi svojim oddelčnim koordinatorjem, ker če to vpliva na spremembo internega študijskega načrta, vpliva potem tudi na drugačno priznavanje ob vašem povratku domov. Tako da vse spremembe morajo biti skomunicirane tudi preko vašega matičnega oddelka in preko mednarodne pisarne, da ne bomo mi pač čudno gledali, ko bomo dobili vaš transkript na koncu, kjer ne bo identičen seznam predmetov od tistega, ki ste ga sprva napovedali. To je glede teh sprememb. To bom omenil tudi v mojem poglavju o online Learning Agreementu. Začnimo pa na začetku. Torej, za pripravo online verzije vam ni treba brskati po kakšnih obrazcih, ker je obrazec za izpolnjevanje dostopen že v vaši prijavi za finančno pomoč oziroma prijavi na univerzitetni portal, kjer v meniju na levi strani boste videli rdeč meni, na 3. mestu piše OLA in to je pač vaš online Learning Agreement. Nekaj je že prednastavljeno, glede podatkov ostalo izberete vi. Pri kontaktni osebi tuje univerze oziroma institucije pustite prazno, ker institucije, ki so že dale soglasje, da bodo delale na tak online način, so že določile kontaktno osebo in ko se bo ta potrjen z naše strani Learning Agreement poslal naprej, bo to že dobila prava oseba. Torej, v prvi fazi izpolnite osnovne podatke, potem pa s klikom na shrani in nadaljuj na obveznosti preidete na tisto, kar je v papirnati verziji na tistih tabelah A in B, pri čemer prvi razdelek pomeni vedno torej predmete, ki jih boste delali na tuji instituciji, v drugi razdelek pa vpisujete obveznosti, ki bodo potem pri nas na vaši matični instituciji priznane in vpisane v vaš vis. Univerza v Ljubljani je že kreirala dokaj precej natančna navodila, ki vam bodo pomagala izpolnjevati ta online Learning Agreement, tako da prav v detajle v ta navodila sedaj ne bi šli, ker jih imate v tej spletni prijavi pripeta, ne samo pripeta, tudi mislim, da s klikom na nek vprašajček imate tudi primere izpolnitve določenih kategorij, tako da vam bo zelo pomagalo. Morda pa izpostavim ene dve alineji vezani na delo najine mednarodne pisarne, torej dodatna navodila. Dobesedno prepisujte, torej Learning Agreement naj bi bil na nek način copy-pastan iz vašega internega študijskega načrta, le malo poenostavljen. Torej, seznam predmetov, ki jih boste delali v tujini, na kar izpolnjujete še seznam predmetov, ki vam bodo tukaj priznani. Zdaj pa, glede na to, da je veliko priznavanj tudi delnih, ker sicer
bi bile izmenjave zelo težke oziroma zelo težko doseči tistih 20 kreditov. Je pomembno, da tudi v tem online learning agreementu navajate v drugi tabeli, torej v tabeli priznanih predmetov, število kreditov, ki vam bo priznano. Torej, tukaj sem dal na slajd primer, torej, če predmet košarka vreden 6 in ste v tujini opravili nek primerljiv predmet, ki ima 4 kredite in vam je nosilec predmeta pri nas pripravljen priznati samo 4 kredite, potem napišete košarka 4 krediti. In nikamor ne vpisujte dejstvo, da gre za delno priznavanje, pustite prazno, mislim, da je tam en okvirček pogoj priznavanja, to ni važno. Vi samo vpišete košarka 4 krediti. Ja? Lahko naprej. Torej, ko ste vse vpisali, vse predmete vpisali, boste imeli možnost, da to shranite in nadaljujete na podpis. Lahko si tudi začasno shranite, če boste še kaj updatali vaš online learning agreement, sicer pa lahko greste v podpis. Vedite pa, da s podpisom tega potem ni več možno spreminjati, ker takoj ob vašem podpisu dobiva, oziroma konkretno mislim, da sem jaz napisan za koordinatorja na matični članici, dobim to v podpis. Zdaj, glede na to, da boste že prej zelo natančno IŠN izpolnili in na podlagi IŠN izpolnili tudi learning agreement, jaz drugega kot da primerjam, če je v learning agreementu vse navedeno, kar imate v IŠN-ju, tudi ne bom gledal. Gledam edino, ne vem, če so krediti, še posebej teh delnih priznanj pravilno opisani. In potem, ko bom videl, da je vse ok, bom tudi jaz podpisal. Ja? Igor, da lahko tudi en slajd naprej. Torej, če bo vse v redu, bom seveda potrdil. Če ne bo v redu, boste dobili na vaš mail in tudi v vaši spletni prijavi boste lahko ob vsakem trenutku preverili, kakšno je stanje, v kateri fazi je sedaj vaš learning agreement, in boste dobili tukaj primer zavrnitve, torej datum in da je zavrnjen s strani koordinatorja na matični instituciji, to sem jaz. Hkrati vam bom že v komentarju napisal, kaj mi ni bilo všeč. Če je kaj večjega, da se ne da tako na kratko razložiti, vam bom tudi posebej mail poslal. Letos je šlo vse gladko, tako da ne se bati, ne bom kompliciral. Torej, ko bo pa vse v redu, da se vrnem v primeru scenarija A, da bo zavrnjeno, boste imeli možnost ali vse še enkrat izpolniti, ali pa urediti in podpisati obstoječi zavrnjeni sporazum. In ko ga bom v drugi fazi, verjamem, najkasneje potrdil, to pomeni, lahko Igor daš tudi naprej, da potem to roma na tujo inštitucijo za podpis. In potem boste scenarij A prejeli iz tuje institucije obvestilo, da je vaš learning agreement sprejet, ali B, da je tudi na njihovi strani nekaj narobe, pa ne zaradi vas, ampak lahko, da bodo tam ugotovili, da se predmet, za katerega ste se sicer najprej dogovorili, da se ne bo izvajal, in bodo zaradi tega zavrnili, no potem gre zopet par korakov nazaj v potrjevanje na matični inštituciji. In dokler ne pridemo pač do enega konsenza, da se vse tri stranke, vi, koordinatorji na matični inštituciji in univerza gostiteljica, ne strinjajo z vašim learning agreementom. In potem greste vi, to je vaša podlaga, learning agreement je v bistvu vaša podlaga, da greste sploh na izmenjavo, a ne? Se pa seveda zgodi, da tudi tekom izmenjave, ne vem, se izkaže, da se nek predmet, da je prišlo v šumu do komunikacije, da se ne izvaja v angleščini, ne vem, pa samo v španščini, ki je vi ne razumete, pa boste morali kaj drugega zbrati. No, v tem primeru
bo potrebno ustvariti tudi nov learning agreement oziroma ga potrditi na novo. Prednost tega je, da lahko novo verzijo learning agreementa ustvarite na podlagi stare verzije po sistemu sledi spremembam, da bomo vse stranke v podpisovanju vedele, zakaj gre. Seveda v mednarodni pisarni upamo, da se bo to čim manj dogajalo. Imamo pa izkušnje v preteklosti, da seveda je treba learning agreement spreminjati tudi tekom izmenjave. Pa da se vrnem še na tisti moj prvi komentar, seveda spremembe learning agreementa so vezane tudi potem na spremembe vašega internega študijskega načrta, tako da vsem obveščajte tudi matičnega koordinatorja in našo mednarodno pisarno, ker je od teh sprememb potem odvisen tudi končni sklep o priznavanju. Tako, hvala, Robi. To je to z moje strani. Tako, evo, tukaj to tudi še enkrat to, kar je Robi tudi poudaril, kakršnakoli sprememba, in še posebej v primeru, da to pomeni tudi sprememba pri priznavanju, je potrebno takoj sporočiti vašemu koordinatorju in se pogovoriti in pridobiti njihovo potrdilo, da se strinjajo s predlagano spremembo. Zdaj, čisto v teoriji, bi se lahko zgodilo, da imate z nekimi spremembami ugotovite, da ne morete več doseči niti 20 kreditov priznavanja minimalnih. V teoriji to pomeni, da bi se morali v tistem momentu vrniti domov, ampak takega primera še nismo imeli. Smo imeli tudi kar probleme, kdaj pri kakšnih, ampak smo vedno našli neko rešitev, ki je dovoljevala študentu, da ostane na izmenjavi. Nikakor se pa ne sme zgoditi, kar se je spet dogajalo kakšna leta poprej, da nekaj spreminjate tam predmete in nobenega ne obvestite in potem to predočite nam, ko pridete nazaj z izmenjave. A ja, mimogrede, jaz sem pa spreminjala že tisto, pa bi lahko ratal res velik problem. Tako da to je, kar se zadeva spreminjanja. Načeloma velja, da izmenjavo lahko tudi podaljšate, vendar je tukaj veliko čejev. Prvi pogoj je seveda, da se s podaljšanjem strinjajo na tuji univerzi. Včasih imajo preveč drugih prijav in preprosto ne morejo sprejeti še podaljšanje vaše izmenjave. Veliko je odvisno tudi od tega, ali univerza v Ljubljani sploh pripravljena financirati podaljšanje. To v tem trenutku žal še ni jasno. Ta informacija pride ven nekje zgodaj jeseni, ko univerza vidi, koliko štipendij je že porabljeno, ali denar, ali sredstva ostajajo ali ne, in ali si lahko privoščimo, da univerza financira tudi dodatne mesece na izmenjavi. In takrat pošljejo mail obvestilo vsem študentom, ki so v tistem trenutku na izmenjavi, in sporočijo, ali je univerza pripravljena financirati tudi podaljšanja. In če da, pošlje tudi navodilo, kaj morate pripraviti in do kdaj, da pridobite financiranje tudi za drugi semester. Tole so tukaj gor prikazujem navodila iz prejšnjih let, morali boste počakati na nova navodila letos jeseni. Jaz upam, da se bodo podaljšati dalj, ker od tega je odvisno tudi, koliko študentov podaljšuje izmenjavo. V letih, ko univerza ne financira podaljšanja, potem praktično nimamo takih primerov. Seveda pa to pomeni, da morate pripraviti potem tudi nov dogovor, nov IŠN in nov learning agreement za drugi semester, ker potem prav tako velja, da morate nabrati na izmenjavi vsaj 20 kreditov, oziroma vsaj 20, da se jih mora priznati po vašem povratku domov na semester na pedagoški fakulteti. Možno je oditi na izmenjavo tudi... Igor, lahko še tlele dodam, to so navodila, da je treba pripraviti nov learning agreement za to staro verzijo Word ali PDF. V novem online learning agreementu za tiste, ki boste preko tega komunicirali, se pa podaljšanje uredi z v bistvu updateom oziroma modifikacijo tistega zadnjega potrjenega sporazuma, kjer ob shranjevanju nove verzije tudi spreminjate datum izmenjave na celotno študijsko leto in potem po sistemu sledi spremembam
dodajate predmete, ki jih boste delali in seveda dodajate tudi predmete, ki vam bodo priznani. Ja? Samo toliko. Dobro. Možno je oditi na izmenjavo tudi z namenom pisanja zaključnega dela. Ne bi preveč izgubljal časa zdaj s tem, ker mislim, da imamo samo eno tako prijavo. V tem primeru se v Learning Agreement napiše samo work on diploma ali pa master thesis, brez navedbe ECTS kreditov, ker kreditov ne boste prejeli za to. Namesto IŠN obrazca, ki ureja priznavanja, pa se v tem primeru morajo dati kratek opis nalog, v bistvu čim bolj konkretno, kaj konkretno boste počeli za namen zaključnega dela na izmenjavi. Ker če ne delate predmetov, potem nimamo praktično na osnovi česa presojiti, ali ste sploh karkoli počeli tam. Tako da potem univerza zahteva nek opis nalog, ki ga podpiše tudi vaš mentor zaključnega dela. Tako da, če ima kdo idejo, pa tudi, to je recimo tudi ena izmed opcij mogoče za podaljšanje, ampak to, da veste, da je to opcija, če se bo kdo odločil za kaj takega, ne prosim kontaktira mednarodno pisarno, da pogledamo, kaj je možno izvesti. In potem še zadnja faza, ko pridete nazaj z izmenjave, je potrebno pričeti postopek priznavanja, torej to ne teče avtomatično, vi morate sprožiti to in to sprožite s tem, da oddate vso potrebno zaključno dokumentacijo v mednarodno pisarno, oddate prošnjo za pričetek priznavanja v tujini upravnih obveznosti. IŠN obrazec, če je vse pravilno bilo narejeno, je itak počakal pri nas v našem arhivu. Prinesete takrat tudi potrdilo o upravnih obveznosti v tujini. Potem Robert pregleda, če se to ujema s tem, kar ste napovedali v IŠN obrazcu, če ste res naredili te predmete, ki ste jih napovedali v IŠN obrazcu, in če to je razvidno iz transcripta of records, na podlagi tega lahko pripravimo sklep o priznavanju. In predmete, ki so priznani v celoti, kar mi vpišemo oceno v VIS-u, pri predmetih, ki se pa delno priznavajo, pa končno oceno vpiše naš nosilec, ko opravite še tisto manjkajočo obveznost, za katero ste se dogovorili. Tako da na koncu potem mednarodna pisarna izda uraden sklep o priznavanju in to je zaključni dokument, ki ga vi potem naložite v spletno aplikacijo za Erasmus finančno pomoč, univerzitetno spletno aplikacijo, kjer potem po koncu morate upravičiti štipendijo in en izmed pogojev je tudi, da univerza vidi, da so vaše obveznosti bile priznane na matični fakulteti. Opozarjamo, da za pravočasno sprožitev postopka priznavanja tujini upravnih obveznosti je odgovoren študent. Torej, vi morate sprožiti to, poskrbeti, da dobite pravočasno dokumente na tuji univerzi, potrdilo o upravnih obveznostih, recimo to včasih malo traja, sploh če imate kakšne izpite na koncu izmenjave v zadnjem tednu, potem seveda traja, da se to oceni in vpiše ocena pri njih in da vam oni izdajo transkript. Je pa tako, da kot z vsemi stvarmi, da včasih to tudi pomeni, da morate biti malo tečni pa jih nadlegovati, pa spraševati, kdaj bodo to poslali, ker se lahko kdaj tudi zavleče. Univerza vam bo dala nek okvirni rok, naša univerza, kdaj vi morate to poročati, da pridobite še preostanek štipendije. Namreč univerza vam bo, mislim, da če še tak sistem, da vam nakaže vnaprej 80% izračunane štipendije, preostalih 20% vam bo pa nakazala po koncu, ko boste vi naložili vso potrebno zaključno dokumentacijo. Tako da dali vam bojo nek okvirni rok, do katerega morate poročati. Ni treba biti paničen, če vidite, da ta rok ne boste ujeli, recimo, da čakate še potrdilo o obveznostih iz tuje univerze. Če vidite, da kasnite, mogoče takrat vseeno obvestite našo univerzo, da niste pozabili na poročanje, ampak da trenutno še čakate na ta zaključni dokument in potem vas bodo poslali pri miru, pač lahko boste nekaj kasneje oddali zaključno dokumentacijo. Definitivno pa morate oddati do konca študijskega leta, sicer bi to pomenilo, da bi morali vračati štipendijo. Veliko informacij imate na naši spletni strani, kjer bomo objavili tudi posnetek tele predstavitve. Vse informacije pa dobite v mednarodni pisarni, tole so naši kontakti. Imamo neke uradne ure, ampak načeloma s kolegom sprejema študente kadarkoli, če le nimamo nekaj posebno, kakšno predstavitev ali sestanek, lahko kadarkoli potrkate na naša vrata.
ko ste na fakulteti in se pridete pozanimati, če iščete kakšne posebne informacije v zvezi z izmenjavo. Zdaj upam, da smo bili dovolj jasni. V nadaljevanju bom na kratko imel še krajšo predstavitev za študente kognitivne znanosti, ker oni imajo neke posebnosti, ampak na tej točki za vse ostale, ki ste tukaj, če imate kakšne informacije, vas prosim, da če imate kakšno vprašanje, da kar zastavite. Ali je bilo vse jasno? Eno vprašanje je bilo v chatu, ena študentka je napisala, da je sošolka prijela navodila s tuje univerze, vi pa še ne. Dajte, prosim, to nam poslati e-mail, pa bomo preverili, to je fajn, da preverimo kar sproti. To je definitivno čudno, če smo vas istočasno nominirali in greste v istem semestru, da je ena študentka prijela navodila, druga pa ne. To moramo preveriti, lahko da je prišlo do kakšne napake, da smo se zatipkali po e-mail naslovu, ali so kakšni drugi razlogi, tako da, če kaj takega opazite, ali pa recimo, če boste opazili tisti, ki greste na izmenjavo v prvem semestru, da ne boste prejeli nobenih navodil v naslednjih 2-3 tednih, da nam to sporočite, da preverimo, ali je tuja univerza zagotovo prejela vašo nominacijo in vse v redu z njo. V redu, se kakšno vprašanje? Kaže ne. Sem da vidim. Ok, ste tudi vi prej navodila. Dobro, potem pa grem naprej še par posebnosti glede izmenjave na kognitivni znanosti. Kot rečeno, vam ni potrebno pripraviti iščenega dokumenta, ker greste na joint program in je jasno, kaj se priznava, tako da je ta dokument odveč. Imate pa vi nek interni dokument, ki se imenuje Learning Contract, ne vas to ne zmede, to je zdaj malo ponesrečno poimenovano, se pravi Erasmus, osnovni dokument se imenuje Learning Agreement, vi imate pa poleg tega še nek interni dokument na kognitivni znanosti, ki se pa imenuje Learning Contract, to praktično pomeni eno in isto, ampak v tem primeru to ni eno in isto. Zdaj, kaj boste vi vpisali v ta Learning Agreement, kaj vi dejansko delate na izmenjavi? Vi imate na izmenjavi različne možnosti, kako si razdeliti te kredite, kaj jemljete, ko ste verjetno že seznanjeni s tem. Imate trende v kognitivni znanosti, ki je obvezen modul in obsega 10 kreditov, potem pa lahko izberete raziskovalni projekt z različnim številom kreditov, do 10, 15 ali 20, poleg tega pa še izbirne predmete širšega področja kognitivne znanosti. V to, kar boste to zbrali, kaj boste zbrali točno, kako bo izgledala ta kombinacija, boste vpisali v Learning Contractu. In to je interni dokument kognitivne znanosti in ga niti ni treba pošiljati na mednarodno pisarno, ker ta dokument vpisuje koordinator programa, dr. Strle, ali mislim, ali njegova asistentka, eno od njih dveh. In to je, se pravi, interni dokument, kjer točno napišete, kaj boste vi počeli na izmenjavi. Zdaj, kaj pa vi uradno delate, kar se pa tiče naš mednarodne pisarne, je pa, če pa se gre pogledati vaš predmetni kurikulum, kako je učni načrt vašega študijskega programa, imate pa vi v 3. semestru te 3 predmete uradno. Trende in potem Interdisciplinary Approach to Cognitive Phenomenon 1 in 2. In to so predmeti, ki bodo uradno priznani, ko vi pridete nazaj. Tako da v tabelo B oziroma v tisti drugi razdelek, kamor se vpisuje predmete, ki bodo priznani po povratku z izmenjave, vi morate obvezno vpisati te 3, ker te 3 bodo pri nas priznani. Tako je pri nas akreditiran program kognitivne znanosti, čeprav vemo, kot sem prej povedal, da imate vi več fleksibilnosti in lahko zberete različne kombinacije predmetov, učnih enot na izmenjavi, ampak kot rečeno, to boste imeli natančno opredeljeno v Learning Contractu, za nas, za mednarodno pisarno in uraden dokument Erasmus izmenjave, so pa te 3 predmeti, ki so tudi v vašem učnem načrtu v 3. semestru. Zdaj, velikokrat se dobivamo vprašanja s kognitivne znanosti glede možnosti podaljšanja. Kot rečeno, veliko je odvisno od tega, ali univerza sploh pripravljena podaljšati ali ne. Ampak recimo, da bodo pripravljeni financirati podaljšanje. Prvo, kar bi vas prosil, je, da potem ne pišete neposredno na univerzo, kar se dogaja recimo zelo pogosto, da so študenti kognitivne znanosti potem šli pisati na univerzo in so argumentirali svojo prošnjo za
za podaljšanje s tem, da ker sem pozno našel mentorja. To je absolutno nesprejemljivo. To si morate predstavljati, kako univerza gleda na to. Z njihove stališča ste vi zaprosili za štipendijo, da boste nekaj naredili v prvem semestru, zdaj jih pa na koncu semestra obveščate, da tega niste naredili, ker ste pozno našli mentorja. To za njih ni upravičljiv razlog. In potem to sproža samo vprašanja, me začnejo klicati, tako da lepo prosim, da vsa vprašanja naslavljate na mednarodno pisarno, na pedagoški fakulteti in potem skupaj, če je potrebno, poizvedujemo tudi na univerzi, ne pa da se kar sami neposredno obračate na univerzo. Zdaj, tukaj bi posebej pozoril tudi pri vas, da ste pozorni, dokdaj so semestri na tuji univerzi in predvsem dokdaj vi morate zaključiti določene predmete, da vam oni lahko še vpišejo oceno v njihov vis ali karkoli že imajo, ker tudi to smo že imeli primere, da je nekdo vlekel projekt toliko časa, da je vmes izgubil status na tuji univerzi in potem mu niso mogli več vpisati ocene, tako da to je tudi nekaj, na kaj je potrebno biti pozoren, še posebej, če ne boste uradno podaljševali in potem se vam izteče v nekem trenutku status pri njih. Običajno to se ne zgodi takoj ob koncu semestra, imate še neko okno, mislim, da vsaj 2 meseca, ko to morate končati, ampak če pa nekdo to podaljšuje pol kar do jeseni, pa to lahko rata potem problem. Čeprav ste vi zmenjeni z nosilcem oziroma ste upravili vse, da oni čisto tehnično gledano ne morejo vpisati več ocene vam in ne morejo vam izdati uradnega transkripta, kar potem povzroči problem pri nas glede priznavanja. Zato je fajn, da res poskrbite, da nekako pravočasno in v roku, ki vam ga bodo oni dali, tudi končate te obveznosti. Zdaj, če bo univerza financirala podaljševanje, je problem pri kognitivni znanosti, da vi pravzaprav ne morete po normalni poti podaljšati izmenjavo na drug semester. Problem je v tem, kako je program akreditiran. Namreč vi imate v drugem semestru magistrski seminar 5 kreditov in potem še samo zaključno delo, ki je vredno 25 kreditov. Problem je, da vam mi ne moremo priznati zaključnega dela. Pravi, vi ne morete tam prijaviti zaključno delo in dobiti kredite za zaključno delo in da potem mi na osnovi tega lahko priznamo pri nas. In zaradi tega vi nikakor ne morete doseči minimalnega števila kreditov, ki se priznava pri nas, to je 20. Zato tako običajno podaljšanje za kar cel semester žal pri vas ne pride v poštev. Smo pa v letih, ko smo v zadnjih letih nekako vse poskušali najti neko rešitev, da vam omogočimo priznavanje oziroma podaljšanje in ena izmed opcij, ki so se pogosto posluževali, je, da so prijavili v drugem semestru pisanje zaključnega dela in univerza je bila v tem primeru pripravljena sofinancirati 3 mesece, ne več, ker smatra, da je to dovolj za pisanje zaključnega dela. Včasih, ko univerza ni bila pripravljena financirati podaljšanja, so pa recimo dovoljevali, da v istem letu prijavite tudi Erasmus prakso, so študenti za drug semester se prijavili na Erasmus razpis za prakso. In na ta način pridobili financiranje še za dodatnih 4-5 mesecev. Zdaj, če nekdo misli, namerava podaljšati ali pa si želi z namenom pisanja zaključnega dela, moram opozoriti, da morate imeti vsaj že na neki neformalni ravni že izbrano temo in mentorja. Se pravi, ne morete zaprositi za podaljšanje z namenom pisanja zaključnega dela, obenem pa nimate še pojma niti o čem boste pisali, niti kdo bo mentor, to potem malo teže, da rečem, malo teže zaprodati na univerzo. Sicer je pa to opcija, tako da če bo kdo pomislil na to, jaz svetujem, da nas takrat pokličete in potem skupaj pogledamo, kako bi se tega lotili. Tudi v tem primeru vi morate pripraviti nek konkreten načrt, kaj točno boste počeli, zato da potem lahko rečemo, da ker glede na to, da s takim podaljšanjem se ne vpisujete v nove predmete, to pomeni, da potem ne dobite nič kreditov in moramo pa imeti nek dokument, kjer se vidi, kaj točno pa ste počeli te 3 mesece, če niste delali predmetov. Zdaj, podaljšanje s programom Erasmus praksa, to v bistvu ni podaljšanje, to pomeni, da bi se na novo prijavili na nov razpis, ker to je drug razpis. To je možno, bi pa tukaj mogoče opozoril edino to, da je težko se dogovoriti tudi na naši univerzi, če je nekdo bil recimo na
izmenjavi na Univerzi v Dunaju, potem pa želi podaljšati in zdaj se prijavlja za Erasmus prakso, prav tako na Univerzi na Dunaju, to naša univerza ne sprejme. Pač oni takoj vidijo, da je to malo izigravanje sistema in da zdaj poskušamo na nek način omogočiti, da vi ostanete tam. Smo pa uspeli se dogovoriti za kaj takega, ko sem svetoval študentom, da poiščejo drugo organizacijo. Običajno, zdaj spet, če dam primer za Dunaj, študenti kognitivne znanosti potem delate neko raziskovalno delo, bodisi v nekih laboratorijih ali na nekih oddelkih. Včasih so to tudi neki zunanji oddelki, sploh niso povezani neposredno, ne spadajo pod okrilje Univerze na Dunaju. In v tem primeru jim rečem, dajte podpisati learning agreement za prakso, kar s to inštitucijo ali pa s tem oddelkom, samo zato, da se pojavi nekaj drugega kot Univerza na Dunaju in da ni videti iz aviona, da vi praktično želite podaljšati izmenjavo na isti inštituciji. Tako da običajno je to bilo možno, običajno vedno, ko sem vprašal študenta, se je izkazalo, da pa to prakso, raziskovalno prakso v bistvu ne delajo pravzaprav neposredno na Univerzi na Dunaju, ampak nekje drugje in se je potem dalo tudi podpisati ločen agreement s to inštitucijo. Tako. Pri vas je tudi malo drugačen postopek o povratku nazaj. Vi morate oddati dokumentacijo dr. Strletu ali njegove asistentki in sicer potrdilo o tujini opravljenih obveznostih, se pravi, rabite transcript of records z tuje univerze, končno verzijo podpisa in končno learninga kontrakta, to je ta vaš interni dokument, ki ga pripravljate na kognitivni znanosti. Mi vam bomo poslali še eno povezavo do zelo kratkega spletnega vprašalnika v izmenjavi, to vam ne bo vzelo več kot 2 minuti. In potem na podlagi teh dokumentov dr. Strle oziroma njegova asistentka pripravijo predlog sklepa o priznavanju, ki ga potem mednarodna pisarna tudi vam ga uradno izda in v zadnji točki potem vi ta sklep naložite v spletno aplikacijo Univerze v Ljubljani, kjer ste zaprosili za finančno pomoč še pred odhodom v tujino. In prav tako tudi za vas velja, da za pravočasno sprožitev postopka ste odgovorni sami, tako da ne pozabiti sprožiti ta postopek, ker ne steče sam od sebe. Tako, vi imate tudi na spletni strani kognitivne znanosti, še posebej informacije, ki se nanašajo na vaše posebnosti pri izmenjavah. Če imate kakšne vprašanja, vas pa vabim, da nas kar pokličete v mednarodno pisarno, pišete ali pa nas obiščete kadarkoli. To je nekako okvirno vse, kar sva pripravili z Robertom. Če ima še kdo kakšno vprašanje, prosim. Ok, če ne, lahko zaključujem to predstavitev. Hvala lepa za vaš čas.